Lepo pozdravljeni. Zdravje je povezano s prehrano in načinom življenja. In v naši prehrani so razni dodatki, med njimi tudi tako imenovani aditivi. Aditiv je kemični dodatek živilu, ki se uporablja za konzerviranje, zgoščevanje ali redčenje, obarvanje ali dodajanje arom. Aditivi so v današnji živilski industriji nepogrešljivi. Več o tem boste izvedeli v prispevku, zato ostanite z nami. Najpogostejši aditivi so razvrščeni v skupine in jih najdemo kot barvila, obarvajo in izboljšajo barvo živila, kot sredstva za ohranjanje barve, ki ohranjajo ali ojačajo barvo živila, kot konzervanti, to so snovi, ki podaljšajo obstojnost živila tako, da ga ščitijo pred kvarjenjem, povzročenim z mikroorganizmi, kot umetna sladila, to so snovi, ki živilu dajo sladek okus, kot ojačevalci arome, snovi, ki ojačajo obstoječi okus oziroma vonj živila. Kot kisline so snovi, ki povečajo kislost živila oziroma mu dajejo kisel okus. Kot sredstva za ohranjanje vlage, to so snovi, ki preprečujejo izsušitev živila na zraku ali pospešujejo raztapljanje praška v vodi. Kot mineralne soli, ki izboljšajo sestavo hrane, na primer mesa. Navsezadnje tudi kot sredstva za zgostitev, to so snovi, ki povečujejo viskoznost živila. Tudi kot stabilizatorji, najdemo jih tudi kot dodatke moki, to so pa namreč snovi, ki izboljšajo izgled in peko živil. Najdemo jih tudi kot sredstva za glaziranje, živilu dajo lesk ali tvorijo zaščitno oblogo na njegovi zunanji površini. Aditivi živilo obarvajo, konzervirajo, gostijo, utrdijo, omogočijo mešanje vodne in oljne baze, spremenijo oziroma ojačajo okus, osladijo, zakisajo, ga ščitijo pred oksidacijo, omogočijo tvorbo želeja, glazirajo. Torej, osnovni namen dodajanja aditivov živilom naj bi bil izboljšanje njihove obstojnosti, kakovosti, podaljšujejo rok uporabe ali pa nadomeščajo sestavine, s čimer se zmanjša neka prehrambena vrednost. Žal pa se vse bolj pogosto dodajajo aditivi zaradi kozmetičnih razlogov. Izdelke z dodajanjem aditivov naredijo bolj atraktivne, tako da poudarijo njihovo barvo, spremenijo okus, videz in njeno teksturo. Najbolj nevarni aditivi lahko povzročajo migrene, slabosti, bruhanje, razne alergijske reakcije, astmatične napade, hiperaktivnost pri otrocih, koprivnico, kožne izpuščaje, možganske poškodbe, poškodbe kromosomov, nekateri aditivi pa so potencialno rakotvorni. Označevanje aditivov ureja pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živil. Tako so aditivi lahko označeni s posebnim imenom ali prepoznavno črko E in ustrezno številko, ki je ponavadi trivrstna. Na primer barvilo E100 ali tako imenovano barvilo kurkumin. Aditivi so odobreni in registrirani v Evropski uniji in tudi v Sloveniji. V Evropski uniji registriranih aditivov je okrog 1700, vendar brez arom. Arome so namreč obravnavane posebej in jih danes poznamo okrog 4500.
V živilski industriji je namreč 74 nevarnih aditivov. Nadalje jih je tudi dodatnih 85 lahko škodljivih. Med najbolj pogosto uporabljene in najbolj nevarne aditive spadajo razna sintetična barvila, to je na primer skupina barvil E100 do E199, potem so benzoati E210 do 213, nitriti, ki se dodajajo mesu 249 do 252 in razna umetna sladila. Zaužijemo namreč od 1 do 2 kg aditivov na leto, kar skozi celo življenje nese 100 kg in znaša kar 3% telesne teže za 70 kg odrasle osebe. Naj kot zanimivost omenimo še, kako prehrani dodajajo izrazito rdeče barvilo. V nekatere bombone, bombonjere, pijače, salame, skratka vse, kjer gre za izrazito rdečo barvo, dodajajo posušene in zmlete hrošče skupine Dactylopius coccus, ki živijo v Južni Ameriki. Torej, najboljši nasvet je ta: kupujte osnovna živila in jih doma sproti pripravite. Upoštevajte, da je včasih bolje kupiti živila s slabšim zunanjim videzom. Kot primer navajam: suhe marelice in rodine nelepe rjave barve so na primer brez aditivov, lepe rumeno-oranžne marelice ali rodine pa vsebujejo aditive, kot so na primer sulfiti in sulfati. Pri kuhi uporabite sveže, posušene ali zamrznjene začimbe. Kupujte živila s posebnimi oznakami, kot so na primer oznake za geografsko poreklo, geografske označbe ali oznake za tradicionalni ugled. Tudi ta živila ne smejo vsebovati veliko aditivov. Kot primer je ta kranjska klobasa, ne sme vsebovati nič drugega kot meso, mastno tkivo in le en konzervant, nitrat ali nitrit. Izogibajte se jušnim kockam, začimbnim mešanicam in gaziranim pijačam. Opozoriti je potrebno, da je na policah trgovin veliko izdelkov, ki z oglaševanjem ali samim videzom embalaže pritegnejo pozornost otrok, vendar vsebujejo aditive, ki se jim, če je le to mogoče, izognemo. Tu gre predvsem omeniti bonbone, žvečilne gumije, gazirane pijače. Aditivom se lahko delno izognete tako, da hrano kupujete svežo na tržnici in si kuhate sveže obroke. Sliši se nekoliko iluzorno za današnji tempo življenja, vendar je to edini način zdravega prehranjevanja. Torej, zlat nasvet za vas, dragi gledalci: vzemimo zdravje v svoje roke in izbirajmo bolj zdrave alternative. Torej, manjšamo količino zaužite, predelane, ocvrte in pečene hrane. Povečajmo vnos ekološko pridelovanega sadja in zelenjave. Ali, če imamo možnost, pričnimo hrani sami izdelovati doma na vrtu. Namesto sladkarij, kot so bonbončki, piškoti, razne čokoladice, nadomestite s stisnjenim naravnim sokom ali domače izdelanimi piškotki. Zdravje je največja človekova dobrina, zato ga čuvajte. Več o aditivih in kateri izdelki so zdravju škodljivi, si lahko preberete na spletni strani ninamvseeno.org.
Skrbite za svoje zdravje in za zdravje svojih otrok. Nasvidenje.